Dejan Đuranović, mladinske priprave so zaključene, jutri vas čaka tekma proti Celju in to na glavnem igrišču. Mogoče najprej vprašanje, kako si zadovoljen s pripravami, so fantje pripravljeni? Lahko rečem, da smo priprave oddelali tako, kot smo hoteli. Predvsem to, da ni poškodovanih oziroma ni izostankov tudi zaradi kakšnega drugega razloga. Malo smo imeli krajše priprave, ker se hitro začenja prvenstvo oziroma po koncu in po zaključku šolskega leta smo jim dali nekako še dodatnih en teden prosto, da lahko grejo kam na dopust na morje, da se mogoče napolnijo, da lahko pridejo čisto sveži, motivirani na priprave. Klub nam je omogočil pogoje, kar se tiče, da smo lahko tudi na naravni travi trenirali, predvsem pa to, da smo se udeležili dobrega turnirja v Plznu, da smo tudi en teden nazaj igrali v Münchenu proti slovitemu Bayernu, da so fantje igrali nekako proti močnejšim ekipam oziroma bolj konkurenčnejšim. In verjamem, da smo se dobro pripravili, bo pa seveda jutrišnja tekma in nadaljne pokazale, koliko smo v tej konkurenci dobri. Ja, letos bo mladinsko tekmovanje spremenjeno. Neo Next Gen Liga se bo prenašala na Sport klubu. Poleg tega pa so dovoljene spremembe, 4 starejši igralci bodo lahko igrali. Kako ti kot trener gledaš na te spremembe? Moram reči, da je ta poteza, ki je bila sprovedena z strani Nogometne zveze, mislim, da je dobro došla. Vemo, da je najtežji prehod za fante, ki hočejo igrati profesionalni nogomet iz mladinskega staža v članski nogomet, in tu je dana priložnost tistim, ki mogoče v tem momentu še niso čist dozoreli, da lahko igrajo v članskem nogometu, da imajo priložnost igrati še eno leto v mladinski ligi. In če povežemo s tem, da bo vsaka ekipa imela mogoče po te 3-4 igralce starejše, verjamem, da bo tudi iz tega razloga kvalitetnejša liga in da bodo lažje ti fantje napredovali in imeli bodo možnost, da dozorijo v tem letu še dodatno, da se lahko potem priključijo članski ekipi, s tem, da bodo tudi ti, ki so za njimi, ki čakajo na ta prehod, tudi dobili dosti od tega, in s tem, da je pa ta liga še na ta način spromovirana, kot je, verjamem, da fantom daje še dodatno motivacijo, kajti izložba je zdaj taka, da jih lahko še več ljudi spremlja in še več ljudi gleda, in na njih samih je, da to znajo izkoristiti in unovčiti, in da bodo dejansko mnogi od njih šli po tej poti, da to, kar si želijo, da postanejo profesionalni igralci nogometa. Skratka, lahko rečeva sami pozitivni učinki nove oblike tekmovanja. Ja, jaz iz tega razloga pričakujem, da bodo ti fantje še iz tega razloga, ker je spremenjeno v članskem nogometu, da morajo toliko naših domačih vzgojenih igralcev iz slovenskega prostora biti prisotnih in se pridodajati v članski nogomet, da bodo tudi fantje, ki so do sedaj prehitro odhajali v tujino, da bo teh fantov manj, da bodo se tu v našem domačem okolju razvijali, kajti tu ne gre samo za nogometni razvoj, gre tudi za nekako dozorevanje kot same osebnosti, in da se v tem domačem okolju lažje potem razvijajo in da bo to prineslo pozitivne učinke, ki bo koristilo normalno slovenskemu nogometu. Za konec pa seveda še tisto vprašanje, ki ga trenerji pravzaprav ne radi slišite, dajva pogledati v prihodnost. Kakšne so ambicije v tem tekmovanju za Domžale oziroma kakšna so tvoja pričakovanja kot glavnega trenerja? Moje pričakovanja po mojih izkušnjah oziroma tako kot si je želim, je normalno, da vsaka tekma nosi 3 točke in ti da možnost za zmagati. Na vsaki tekmi bomo to hoteli. Verjamem, da imamo ekipo, ki se lahko bori za sam vrh. Imamo fantje, ki so že priključeni prvi ekipi, kateri bodo mogoče bili na tej relaciji malo razpeti, priključeni v prvi ekipi, prihajali bodo tudi v mladinsko ekipo igrati, kar je sicer za klub zelo dobro. Moje je pa to seveda, da to vse
uštimam, ta orkester, da bo dobro igral in da bomo bili točkovno uspešni. Želja pa je seveda in ambicija, da smo v vrhu, to, kar smo dejansko Domžale v vseh teh zadnjih, recimo, slabih 2 desetletjih bili in vsi želimo, da tako tudi ostane. Ja, hvala lepa in seveda srečno jutri proti Celju. Hvala tudi vam.